Schneiderjevega zavoja s veliko obremenitvijo, ki je na začetku te vertikale preskok in Vidimo, da je pilot izvlekel kolesa, izvlekel tudi zakrilca, ki mu pomagajo pri upočasnitvi in seveda, da je ta počasen let, ki ga sedaj v teh trenutkih spremljamo pri hitrosti kakih 200-220 km/h, kar je približna pristajalna hitrost tega letala. Morda leti v Slovenj Gradcu dober mesec, torej letalo, ki je značilen predstavnik, denimo, takratne Nemčije, nemški mogočni Nimbus, če se spominjamo, potem sta dva DG-ja 300, vsa tik pred pristankom, nad nami pa dve aerozapregi, ki bosta siblovino. Najprej slovenjgraški Spac, torej letalo, ki je bilo nekakšna špica jadralnih letal, bolj v zahodnem svetu, torej pri nas takšna letala ali konkretno letalo te vrste ni letelo. To je letalo z drsnim razmerjem približno 1:22. Letalo, no, to je veliki Nimbus pri precej veliki hitrosti. Torej, Spac za tiste čase letalo, ki smo ga bili Nemcem vsi neučljivi. Naše letalo za smrzanje boljše je bila sicer prav tako nemškega porekla jedrilica, ki smo ji rekli Vaja. No, ta letala so bila po vseh letalskih klubih in seveda letalo, do katerega je bilo priti v resnici zelo težko. Čavka je bila v tem smislu seveda mnogo bolj popularna. Čavka, letalo, kot sem rekel, osnovno med obema letaloma, kot rečeno, pri Spacu drsno razmerje, pri hitrosti kakih 65-70, pri Čavki 1 denimo 18. No, za eno in drugo letalo pa je veljalo. No, Čavka je bila v svojih časih pravzaprav razmeroma zanimivo letalo in piloti so imeli radi, ni mogel prilagoditi elementom pristanka. Torej, letalo brez zračnih zavor, kar je seveda narekovalo letalcem. No, in kot Spac pristaja z zračnimi zavorami, bo srečo mohal, bočno drsel in tako seveda povečal upor aerodinamične zmogljivosti svoje prastare Čavke, to se sedaj ne počne. Torej, letalo mimogrede pristaja na smučko, to letalo je brez kolesa in seveda, ker je do smučka 3 in Aero 145. Jože Majhen je pilot letala Aero 3, Bogdan Ambrožič dvomotornega letala Aero 100. Vse skozi v lasti Aerokluba Josip Križaj iz Ajdovščine. No, to pa je ta znameniti Aero 3, pilot Jože Majhen, pilot Aerokluba Maribor z letalom, ki so ga mariborski letalci ob velikem angažiranju gospoda Bunderle obnovili v poslovni svet. Letalo podatki včasih pritiravajo nagon, ki je bilo v svojih časih razmeroma zahtevno.
Letalska zgodovina našega programa se nadaljuje. Za ustavljanje porabilo mogoče dodatnih 70 metrov. Poleti gor pa pred ljudmi, pred publike. Klubski letali. Tretja skupina letala vrste U-2-75. Eno letalo modro, druga planinski konic, pilot Peter Ravnak, ostala letala iz Novega mesta in Ptuja, letala, ki jih je v letih od 92 uspešno obnovila Slovenska vojska, ki so sodobna osnovnošolska klop bodočih letalcev. Letalo, ki ga ima v hangarju Celjskega aerokluba od letošnje pomladi, letalo povsem nove proizvodne vrste Piper. No, kot vidite, drage gledalke in gledalci, je tudi pristanek tako številčne skupine letal, kot te, ki jo je vodil Peter Klider, zelo zahtevna zadeva. Čeprav morda takole zlahka in oddaleč ne zgleda letaloma primerna, eno letalo na enem robu steze, drugo na drugem. Lahko rečemo, da smo ta njegov program videli, imeli kar nekaj sreče, kajti kapljice na krilu lahko onemogočijo akrobatske nastope. Sašo Kolar je vse to uredil in seveda pripravil program, ki je bil v današnji Maks Vavkotič, Peter Podlunšek, Igor Zrinski, ekipa iz Murske Sobote. Skupino zrcalni let s tremi letali v kombinaciji. Če imate aparate, slikajte, če jih nimajte, ploskajte. Opažate, da med letali ni razlike več kot 1,5 metra. Da če kabin ne bi bilo, Podlunšek vrhunska šola letenja, za katero sem zagotovo prepričan, da so tujci, ki sodelujejo na današnji prireditvi, že kar po malem neučljivi. No in v solo program. Kaj je akrobatsko letenje? V resnici nič drugega kot še niste videli. Prav nad nami Maks Vavkotič v mogočnem Rauersmannu. Obračate se na hrbet, vrti na kanoje. Seveda. Mogočne donojske vertikale. Da je vse tako, še dodatni dokazi, kajti prav v Murski Soboti akrobatsko letenje ni bilo normalna stvar, ampak nekakšen egzot odrezan od naših tekmovanja imenovanega specialko letalsko kapom 232, torej to pomeni 300 konjskih sil motorji, konstrukcija lahka, karbonska vlakna in les. Sedaj posvetil življenje vrhunskim letalskim akrobacijam. Na svetu je le kakšna 12-torica ljudi, ki obvladajo letenje te vrste.
Skupina vzleta v urejeni skupini vodijo Miran Grahek, pomnem piloti Roškar, Vinko Štimec. Urejena skupina letal vrste Zlin 242, letalo češke proizvodnje, ki leti z oznakami Slovenske vojske. Letenja v skupini točka, ki seveda nastane v enem delu in razhod. Lahko pa tudi kemična sredstva, uporabna za druge kmetijske namene, ki prihajajo v letalske puške. No, in sedaj gledamo polno utovorjenega turboporterja, ki je ne glede na tovor vzletel po 300 metrih. Drugi porter v svoji demonstraciji najboljših letalnih lastnosti. Pilot tega letala, stotnik Miran Kos. Urh Pavić čaka na svoje starše v pisarni aerokluba. Letalo, katerega kvaliteta je počasno letenje, hitri vzleti. Sedaj spremljamo letalo v njegovem elementu, torej počasno in varno letenje. Pilatusa TC6 turboporterja s kapetanom, stotnikom Miranom Kosom gledamo pri letenju, ki ga doseže vsak moped. Dobrih 50 km/h. Letalo v tem trenutku hitro približno 200-220 km/h, kar je pristajalna hitrost tega letala. Izjemna predstava piška in pleterskega vam. Predlagam aplavz Adriji in pilotova. Sicer pa tu tudi gospod Jeras, ki je sicer šef pilotov in direktor prometnega sektorja pri Slovenskem nacionalnem pilotstvu. No, v tem trenutku reducirali hitrost povsem nizko, tako kot da bi letalo pristalo. Torej gledamo nastop, kakršne gledamo na Le Bourgeoisu, kakršne gledamo v Farnboroughu, kar seveda kažejo tudi komercialni podatki proizvajalca iz Kanade. Sedaj pa v zanimivem predstavitvenem letu in drage gledalke, česa podobnega v svojem življenju še nisem videl. Bravo Travnik, bravo Verbančič. Vojaškemu izvidovanju ali pa nadzoru zračnega prometa. To se vidi po dodatku, ki ga ima letal. Izziv, en pilot, en motor, 12 potnikov. No in PC-12 v tej opazovalni izvedenki tule nad nami. Se predstava Enrika in J222 tudi začenja. Torej, da se lasje postavijo po koncu. Torej, letalo, ki je prazno težko 14 ton, ki je polno utovorjeno težko 28 ton. No, pri normalnem letenju seveda je pol tega tovora gorivo. Vsem najboljšem akrobatskega letenja, pomešanih z meglicami nad letališčem. Za slovenske in svetovne prilike zagotovo enkratna predstava v naslednjih letih. Nizek, hiter prelet, oster Schneiderjev zavoj. To je tisto skoraj v 360-stopinskem krogu, kjer ima posadka tega letala v resnici na letalu in seveda lastnih telesih
obremenitev podobno kot tistih, ki smo jih gledali prej pri akrobatih Peris, Podlunšek, Zrinski. In spet desni Šajderjev zavoj. Kapetana Enrika Skarabota in lastnosti letala. Letalo v ostrem zavoju z maksimalnim uporom, ki ga je pilot povečal z izvlečenimi kolesi in spuščenimi zakrilci. Vse to govori o tem, kako letalska tehnika in njegova aerodinamika napreduje in seveda vse to govori o letalih, ki so konstruirana za ljudi. Tvoj čas po... Višji vod in sedaj v strmoglavljanju italska postavka letalo zgore. In hrbtni prelet letališča. PC-7 iz zahodne strani, prižgane luči, prižgana kolesa, v narekovajih seveda, torej letalo je pristalo. In to je bil Johann Leitner, inštruktor, pilot s blizu 7000 urami letenja, naših prijateljev iz sosedne Avstrije. PC-9 Slovenske vojske, pilot Kačičnik, pilot, ki se je v zadnjih letih razvil v odličnega letalskega akrobata prav na letalu PC-9. No in program, ki ga bomo videli, je izpiljena tehnika pilotiranja, preciznost letenja. Matjaž Kačičnik v nizkem preletu. In potem seveda vzpenjanje z vrtenjem, ki bi lahko trajalo in trajalo. Nov program spet nadaljujejo letalci italijanskega vojnega letalstva. To je Air Macchi, podržako vojno letalo italijanskega vojnega letalstva. In to je seveda tudi napraviti spetnega zanička, pa hkrati. No in ima vtenje Fiatu ali Tonoju. Air Macchi 339. Malo jih kdaj videli v naši državi. Na vzhodni strani 3 helikopterji Bell 214, v spremstvu helikopterja Bell 212 slovenske policije. Na levi strani vojna Augusta 129 International. Ob njej se pripravlja na vzlet še mogočnejši Il-24, ki je pravkar v zraku vzletel. Toliko vojnih helikopterjev v zraku v Sloveniji še ni bilo. Zanimiva ob helikopterjih slovenske vojske tudi helikopterji. No in ko se bodo helikopterji pripravljali za skupen nastop, odmaknili so se, vidimo, v smeri proti Velenju, tu Rafael Schober z Jet Rangerjem Bell 206 v solo programu. No, ta demonstracija nam služi tudi zato, da rečemo,
da padalstvo že zdavnaj ni več šport padanja, če odmislimo prosti pad, pač pa v resnici šport letenja, tako rekoč jadranja. No, in to nam v tem mirnem, prijetnem ozračju, tudi primerno ohlajenem, demonstrirajo padalci Slovenske vojske, ki bi rekel, da so tu na našo prireditev prišli iz Kočevja. Potem pa helikopteri Slovenske vojske, to so Beli 421. Malo pokanja, malo bliskanja, da vse skupaj bolj zares gleda, vendar, če je bila previdna ena padalska varianta desanta, potem bomo sedaj izgledali še dve drugačne variante. Kapetan, pilot v enoti Slovenske policije nam bo pokazal klasiko, torej vrhni desant, kakršnega uporabljajo gorski reševalci. V nizko letečem helikopterju bomo videli iz njega izvedan desant v tehniki normalnega izstopa, vendar helikopter ni na zemlji, helikopter leti. Zadaj v ozadju pa sta italijanska Agusta in mađarski mogočni Mil-24, ki imitirata varovanje tega desanta. Torej vidimo vrtenje obeh helikopterjev in to je zaščita v tej akciji, ki jo je izvirno zamislil kolonel, podkolonel Zvonko Knaplič. No, višina dolgo življenja v resnici v vrtem desantu. Kasneje bomo videli tudi način pobiranja poskrbo ponesrečenca, čez nekaj trenutkov bomo videli spuščeno pletenico, na katero bodo ponesrečenca pripeli. Torej posadka kapetana Brodarja svoje delo zaključuje. Zdrav ponesrečenec je na tem, da ga pospravijo v prostorno kabino helikopterja. Iz pilotov letal prešolal v pilota helikopterja. Tekla močno oborožen helikopter, ki lahko dvigne 5 ton tovora, torej tovora v gorivu in orožju. Helikopter, ki je svojo slavo, to vsi vemo, kot večina uspešnih bojnih helikopterjev pridobil v vojni. Kot ameriški v Vietnamu je ta to pridobil v Afganistanu. No in gledamo letečih 10 ton, ki poleg rotorja v zraku držita turbini, od katerih vsaka zmore 3500 konjskih moči. In kot je teh 10 ton lahko ohodnik, mađarski pilot demonstrira pokretnost tega težkega helikopterja, misli, da prav najtežjega med vsemi bojnimi helikopterji na svetu. Drage gledalke in gledalci, posledice letenja tega helikopterja tule na našem napovedovalnem mestu, vsi papirji so seveda v zraku. Se vse skupaj v resnici tako lahkotno giblje. In tako lahkotno vzpenja. Mađarskega pilota. Gal Saba je bil kapitan tega helikopterja, pilot
1850 urami letenja. Torej, odlična predstava tega težkega helikopterja, ki mimogrede lahko leti s 330 km/h in se vzpenja s 15 metri v sekundo. No? In vse to v tem trenutku v ostrem vzpenjanju kaže kapetan Auguste 129 International. Najprej vzpon na 150 metrov. Specialist za demonstracijsko letenje nam pokazal, kaj za novi helikopter prvič predstavljen izven meja Italije pokaže. Torej, zanimivo, prav prva predstava tega povsem novega proizvoda italijanske vojne industrije na naši veliki predstavi. To, kar smo videli, je bil s helikopterem izveden Iberman, vertikala in potem polovica lopita. No, sedaj bodo na vrsti ostri zavoj. To je Schneiderjev zavoj z helikopterjev. Pilot s tem zavojem dokazuje ne kaj prenese njegov organizem, pač pa kakšne so lastnosti tega povsem novega bojnega helikopterja. Mimogrede govorimo tega pilota, ki je tovariški piloti, število nosilcev za razno orodja predstavljena prav v tem trenutku. Dokaz v svoji elegantni predstavitvi počasi izvlečenimi kolesi. Ko bo v motorjih zagorelo, bo seveda to znak, da bomo na naši vzhodni strani samo na tornadu zložena v delto. No in sedaj demonstracija manjše hitrosti. In seveda no, sedaj počasi umirjeno in to počasi podržano je hitrost okrog 200 metrov. Spet nad mestom, povsem nizko v ostrem desnem zavoju. Zavoj za 90 stopinj. Velika obremenitev seveda dokazuje tudi veliko hitrost, v katero je pospešila posadka prav v tem trenutku. Vidimo zložena krila, vidimo ogenj za letalom. Letalski državni sekretar. Pravkar vzleta novcata nova Cessna 172
podjetja Trimpex iz Maribora. No in seveda letalo od tja, odkud so prišli v Lesce.